Maribor in Olimpija sta spet odkopala vojno sekiro. Začelo je padati z vseh strani. Potem, ko so Štajerci Lovlančanom pred kratkim spretno speljali romunskega nogometaša, se je izkazalo, da vodstvo Olimpije tega ni kar tako požrlo. Poglejmo, kaj se dogaja. Tisti večer, ko je prišel Kreto iz Ljubljane, nam je izginila vreča žog in zdaj mi imamo težave, ker je zelo malo žog. So pustili, žal, je v Mariboru žog malo. Vsaka nam veliko pomeni, ne bom dovolil, da tatovi kar hodijo po klubih okoli. Bil sem tudi na treningu ekipe. Kafka je mogel dribljati z bidonom, kar je vse preko lahko. Ja, prepričani smo, da je to delo konkurence, samo oni bi prišli na tako noro idejo. Poglejte, to ni res, nič od tega ni res. Taki intervjuji su mi zdijo včasih baš glupi, to je zdaj bilo obdobje prestopa, v katerem vsak od ta dva kluba, Olimpija in Maribor, vlada en drug smuti, skrivajo kopačke i zastavce, pulju si travu, svašta, to ti je tradicija v klubu. Ba je, da se ni končalo pri žogah. Govori se, da vam poskušajo okrasti tudi druge stvari. Vaša čistilka je namreč iz Ljubljane dobila zelo zanimivo ponudbo. Prav tako glavni frizer, ba je, da so mu ponudili svoj salon. Ja, res je. Moram reči, da smo klubo ogorčeni. Takih nizkih udarcev res nismo pričakovali, ampak smo jih zaščitili, seveda, takoj. To so, ja, naši najboljši kadri. Itak, Maribor ima najboljšo pravno službo v Evropi, se pravi odhodki, prihodki, tako da vse se da zrihtati, če imaš denar.